Dobili smo nov nadzorni svet, ki bo začel s 5-letnim mandatom 21.6. Mislim, da so zbrani zelo kompetentni strokovnjaki, ki bodo znali kvalitetno nadzorovati delo Krkine uprave. Dividenda je tudi jasna. Dividendo bomo začeli splačevati v 60 dnevih od skupščine in bo znašala 1,1, to se pravi 1,10 evra bruto, tako da bomo izplačali dobrih 37 milijonov evrov. Mislim, da so to ključni podatki, poleg tega, da je bila podeljena razrešnica tako upravi kot nadzornemu svetu. Well, I think that for shareholders in general, but especially for minority shareholders, it will be quite a challenge to find out what's going on in the company inside. And I think it would they would benefit a lot from understanding better what kind of decisions are taken within the firm and exactly why these decisions are taken within the firm. That's a little bit my specialty. I'd like to understand how incentive systems and performance measurement is done within firms. And I think if you understand those systems, you will be more effective in playing your role as a shareholder and making sure that the firm decides things that are good for you. Kar se tiče malih delničarjev, sem navijal, se tresel, da bi enkrat v zadnjih letih napredovali, da bi nekam že pririnili, da bi imeli mi tudi svojega predstavnika, vsaj enega v nadzornem svetu. Tudi danes v Krki nam to ni uspelo. Žal mi je, navijal bom dalje, želel bom našemu odličnemu predsedniku veliko uspeha pri teh prizadevanjih in odličnem delu. Tokratna skupščina Krke je potekala korektno, kot smo jih vajeni tudi sicer. Edini ščepec, kanec pelina je predstavljalo dejstvo, da mali delničarji niti iz naslova Vseslovenskega združenja malih delničarjev, niti iz naslova katerega od drugih združenj, tudi društvo MDS je imelo nasprotni predlog, nismo uspeli z predstavnikom, ki bi odražal v nadzornem svetu to strukturo, segment v strukturi lastništva družbe. Malih delničarjev je v Krki blizu 82,000, predstavljajo skoraj 50% celotnega deleža v lastniški strukturi, hkrati pa v 9-članskem nadzornem svetu nimajo predstavnika, ki bi ustrezno, kompetentno, avtonomno odražal ta del lastniške strukture. Mi menimo, da je skrajni čas, da bi tudi v primeru Krke do tega prišlo. Predlagali smo sprva skozi postopek že od konca januarja preko nominacijskega odbora 3 kandidate, od tega 2 doktorja znanosti. No, po predlogu, kot je bil podan strani nominacijskega odbora in nadzornega sveta, smo se odločili, da bomo predlagali zgolj eno kandidatko, ki jo je izbrala kot tudi ostale 2 komisija za izbor kandidatov izmed 30 evidentiranih in primernih v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev in prepričani smo bili, da bi glede na kompetence to moralo zadoščati, sploh ker smo ugotovili, da je v predlogu, ki je sicer dober predlog, kot ga je podal nadzorni svet, tudi gospod Rakovec, ki je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, pa tudi povezanih hčerinskih odvisnih družb na področju bivše Jugoslavije, ne nazadnje v upravnem odboru Gospodarske zbornice Slovenije. Te stvari sem izpostavil tudi na sami skupščini. Navkljub vsemu spoštovanju do sposobnosti gospoda Rakovca, pa tudi družba Zavarovalnica Triglav ni v takšni situaciji, da ne bi zahtevala popolnega angažmaja najvišjega predstavnika, torej predsednika uprave, in tudi angažmaja v preomenjenih odvisnih družbah, kjer je pomembno prisoten. Ne nazadnje tudi same gospodarske razmere v Republiki Sloveniji z vidika Gospodarske zbornice nalagajo resno zavzetost in spričo omenjenih odgovornosti smo prepričani, da za tako pomembno nadzorniško mesto, kot je mesto v družbi Krka, vendarle bil kandidatka, ki smo jo predlagali, primernejša, bi se lahko
bo izdatneje fokusirala na tista relevantna vprašanja, ki so seveda tudi v mandatu prihodnjih 5 let pred novim nadzornim svetom Krke. Sicer pa nismo uspeli niti z predlogom, da bi bila dividenda nekoliko višja, približno tretjina celotnega bilančnega dobička, ki je bil ustvarjen v lanskem letu. To je bil namreč naš nasprotni predlog. Tudi s tem nismo uspeli, hkrati pa seveda smo ocenili, da bi bilo to primerno, sploh s pričo zaostrenih gospodarskih razmer, predvsem za vidika malih delničarjev in pomembnosti tudi dividendnega prihodka v teh časih za njih in pozitivnih učinkov za gospodarsko okolje in sicer za nagrado pravzaprav zvestobi in prisotnosti v lastniški strukturi družbe že vrsto let, navkljub temu, da so razmerno skromna izplačila dividend bila v tem času in da so bili dobički namenjeni v druge razvojne namene.